Konec prvega festivalskega dne je zaznamovala otvoritvena slovesnost s projekcijo 2 kratkih filmov in prvega celovečernega filma v tekmovalnem programu. Najprej smo si ogledali posebno projekcijo filma Nasvidenje Piran Kristine Ravnikar. Dobrodošli na otvoritvenem večeru 17. festivala slovenskega filma. Zadnje dni pa ima veliko razlogov za obujanje svoje filmske poti tudi Hana Projs, ki je Slovenski filmski center za njeno vsestransko ustvarjanje kot režiserka zvoka, komponistka, tonska mojstrica in medijska umetnica podelil nagrado Metoda Badiure za življenjsko delo. Delo, ki obsega predvsem področje zvoka. Umetnost je nekaj v človeški skupnosti in ne v posamezniku. Verjamem, da Zato je bilo razumljivo, da je temu sledila projekcija filma, ki v dobršni meri temelji na zvočni podlagi. V kratkem plesnem filmu Saša Podgorška in Iztoka Kovača, Vašava, se v prostoru Trbovljskega rudnika prepletajo človeška telesa plesne skupine En Knap Group z rudniško scenografijo. Vso prepletanje pa je podkrepljeno z industrijsko glasbeno podlago, na katero bi bila ponosna tudi Hana Projs. Če je začetek večera minil v znamenju nostalgije in starost slovenskega filma, pa je zaključek pripadel mlajši generaciji režiserjev. Mesto otvoritvenega celovečernega filma je tako pripadlo Blažu Završniku in filmu Pot v raj. V filmu dva mladostnika, tako kot mnogo mladih danes, iščeta svojo pot. Nekaj naključnih gledalcev, ki so na koncu ocenili film, smo povprašali o tem, kakšna se jim je zdela njuna pot. Ja, super, mi je všeč, končno spet film. Jaz bi mu sicer rekla poleti v školki 3, če sem malo, ampak se hecam. Ko mi je bil zelo simpatičen film in ne vem, 5 mora biti ful dober film, zato sem dal 4. Kakšen se vam je zdel film? Prijeten, gledljiv. Rabimo tudi take filme. Kakšna pa je bila Blaževa pot do tega celovečernega projekta, pa je najbolje, da povprašamo kar njega samega. Evo, Blaž, to je uradno povabilo za v naš AGRFT studio. Boš šel zdaj z nami?